Spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi evangeličanskega koledarja za leto 2024, ki je redna publikacija Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Evangeličanski koledar, kako tudi sama cerkev, ima za vsako leto tudi posebno biblično vodilo. Za leto 2024 je biblično vodilo Pri vas naj se vse dela iz ljubezni. To je citat iz prvega pisma Korinčanom iz 16. poglavja 14. vrstice. Ta citat nas bo vodil skozi celotno leto 2024 in temu citatu bomo potem tudi prilagodili delovanje Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Naj omenim tudi, da se trenutno nahajamo v ternu krščanske edinosti, kjer imamo skupna ekumenska bogoslužja, tako bo to tudi to nedeljo. Včeraj smo imeli ekumensko bogoslužje v Celju, tukaj to nedeljo pa bo gostoval murskosoboški škof, dr. Peter Štumpf, ki bo imel tudi pridigo. Za sredo pa je načrtovan skupni ekumenski sprehod skozi Mursko Soboto ob 9:30 uri, tako da se nam bodo pridružili superintendent Binkošne cerkve, dr. Daniel Grabar, dr. Peter Štumpf kot škof Rimokatoliške cerkve v Murski Soboti, potem pravoslavni duhovnik iz Maribora in pa potem še jaz. To naj bi bilo tradicionalno druženje in sprehod skozi mesto, kajti na ta način želimo pokazati, da eden drugega spoštujemo, da eden z drugim tudi prijateljujemo in da bi si želeli, da bi tudi naši verniki in vernice na ta način sodelovali in pa seveda tudi potem imeli take dobre prijateljske medsebojne odnose. Evangeličanski koledar saj je že več kot 100 let. Naslovnico je v bistvu prispeval akademski slikar Nikolaj Ber in predstavlja strukovsko domačijo Štefana Kuzmiča, evangeličanskega duhovnika, ki je prevedel Sveto pismo v prekmurski jezik, Novo zavezo. Evangeličanski koledar je zajeten, ima čez 360 strani. Na eni strani imamo v tem evangeličanskem koledarju kroniko evangeličanske cerkve, potem pa tudi cerkvenih občin in pa poročila iz slovenske vojske, slovenske policije, potem ženskega društva in pa mladinsko delovanje. Podrobnejše informacije vam bo podala urednica evangeličanskega koledarja dr. Klavdija Sedar. Hvala. Spoštovani, lepo pozdravljeni na predstavitvi evangeličanskega koledarja, letne publikacije Evangeličanske cerkve, ki, kot je povedal že gospod Škof, ima 100-letno tradicijo izhajanja in tudi nekako ves ta čas sledi eni zasnovi, ki jo seveda imamo tudi danes pred sabo. Se pravi koledarski del, torej delovanje cerkve, njenih cerkvenih 14 občin, potem njenih cerkvenih organizacij. V nadaljevanju pa so potem prispevki iz reformacije, iz protestantizma, z področja in pa še z drugih podobnih, ki jih lahko povežemo, prispevkov. Da je bilo preteklo leto, torej leto 2024, pestro, aktivno v življenju cerkve in tudi njenih cerkvenih občin dokazujejo kronike, ki so zajete, saj te kronike zajemajo pravzaprav nekaj več kot polovico samega evangeličanskega koledarja. Poleg rednega delovanja in aktivnosti so bile v preteklem letu tudi določene obletnice, katerim se je posvetila večja pozornost. Tako recimo 240. obletnica ustanovitve prvih 3 evangeličanskih cerkvenih občin po tolerančnem patentu, Puconci, Hodoš in pa Križevci, potem 130. obletnica zgraditve cerkve v Moravcih, 110. obletnica kapele v Berkovcih,
Vse nas je pa povezovalo ena skupna obletnica, to je 300. obletnica rojstva Števana Kuzmiča, ki je tako imenovani prekmurski trubar in je seveda najbolj zaslužen za to, da se je prekmurski jezik ohranil vse do danes. Zdaj, med cerkvenimi organizacijami so Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica, ki je poleg svojih ustaljenih storitev, ki jih izvaja ves čas skozi celo leto, tudi bila postavljena pred en velik izziv kot druge organizacije in številni, pravzaprav celotna država, torej poplave, kjer se je angažirala že od samega začetka in to pomoč dejansko izvaja še danes in bo tudi še naprej glede na potrebe. Potem sta zajeti tudi duhovna oskrba v policiji in pa vojski, žensko delovanje, torej povezovanje žensk in pa njihovo sodelovanje, povezovanje z drugimi ženami v tujini. Potem tudi zavod Primoža Trubarja, ki izvaja številne projekte, prav tako tudi izdaja Evangeličanski list in pa Evangeličanski koledar, kot tudi druge publikacije, in pa tudi seveda mladinsko delo, ki povezuje mlade in jih skozi različne aktivnosti tudi nekako spodbuja k temu, da kvalitetno preživljajo prosti čas in pa tudi, da se iz tega nekaj odnesejo, eno novo izkušnjo, ki lahko bogati njihovo nadaljnje življenje. Zdaj, v tem drugem delu po kronikah so članki, strokovni članki, tudi nekateri znanstveno noto. Tako imamo o protestantskem krščanstvu in protestantski etiki, o čemer piše Marko Kerševan. Potem Mir na zemlji z krščanskega vidika, to, kar je pravzaprav predavanje, ki ga je imel profesor dr. Eilert Hens v Ljubljani in je sedaj prevedeno tukaj v tem koledarju. In kot pravi, je krščansko gledanje na Mir na zemlji ima svoj začetek pravzaprav v delovanju Jezusa Kristusa. Tudi z cerkvene zgodovine imamo dva prispevka, cerkvene pesmarice in potem tudi nemško-angleškega skladatelja Händla, ki se je v zgodovino zapisal z eno svojih največjih mojstrovin, Mesija večji oratorij. Potem tudi v lanskem letu je bila 450. obletnica prve tiskane knjige v Lendavi, o tem piše dr. Lajos Bence. Kratek pogled v Evangeličansko cerkev med drugo svetovno vojno, o čemer pišeta Tadeja Andrejek in pa Gordana Šebegiš-Lipovšek. Potem tudi običaji, šege in varovanja na Lucijino pri prekmurskih evangeličanih, o čemer piše Mateja Huber. In pa sledijo različna duhovna razmišljanja, tudi potem na koncu članki v madžarskem jeziku za madžarsko narodno skupnost. Tu so kot vedno tudi slavnostni govori ob dnevu reformacije, tako imamo v publikaciji tudi govor predsednice republike, doktorice Nataše Pirc-Musar, tudi pridigo ob svečani božji službi v dnevu reformacije, ki je potekala v Puconcih. In pa za konec sem pustila našega Števana Kuzmiča, kateremu je tudi posvečenih nekaj prispevkov. Tako imamo v prekmurščini edini govor tukaj v tem koledarju na kulturni slovesnosti ob počastitvi 300. obletnice rojstva Števana Kuzmiča, ki ga je imela Bernarda Raudi v Bodoncih v okviru praznovanja Kuzmičevega vikenda. Potem Franci Just piše o doslej neznanih zapisih o novem zakonu o prekmurskih Slovencih in njegovem jeziku. V nemškem časopisu je ta zapis zasledil. In pa imamo na začetku tudi potem ponavadi je bil Trubar tukaj, zdaj mu je pa dodan tudi še potem nekrolog Števana Kuzmiča v prekmurskem jeziku, tako da je tudi s tem nekako smo
zaokrožili, saj vemo, da ta nekrolog dejansko podaja tudi njegovo življenje, tako kratek opis, kaj torej njegovo delo in delovanje, ki ga je imel v 18. stoletju in se je seveda za večno zapisal tudi v zgodovino slovenske in prekmurske kulturno-cerkvene zgodovine. Zajete so tudi potem umetniška dela slikarske kolonije Primož Trubar, kot vedno doslej, o tem nam bo več povedal umetnostni zgodovinar magister Franc Obal. Jaz pa bi samo zaključila s tem, da so k temu prispevali tudi številni donatorji, katerim se zahvaljujem, prav tako vsem avtorjem. In pa si želim, da bo tudi vsebina tokratnega koledarja zanimiva tudi za bralce in pa tudi, da se nekaj novega naučimo in pa imamo tudi tak en spomin na leto 2024, ki je minilo tudi v okviru obeleževanja številnih obletnic, tudi Kuzmičev simpozij je bil nenazadnje, drugi dan tudi v tem evangeličanskem centru v Murski Soboti, katerega obnovo smo lahko tudi skozi preteklo leto spremljali in je potem bila zaključena z blagoslovitvijo 1. oktobra, tako da je bilo na več področjih so bila različne aktivnosti, ki so nekako bogatile cerkveno in kulturno življenje naše cerkve in pa nasploh družbe. Hvala lepa, ostane pa še ta umetniški vidik, v katerem pa bo več povedal gospod Obal. Če mi dovolite nekaj besed, da tudi spregovorim jaz o likovnem prispevku k izdaji evangeličanskega koledarja za letošnje leto, ker je to vse povezano tudi z že omenjeno likovno kolonijo Primoža Trubarja, za katero vem, da jo spremljate in da jo poznate, da je to ena od najkvalitetnejših likovnih kolonij, ne samo tu v naši regiji, v našem okolju, ampak lahko rečem, da ima svoje mesto tudi v širšem slovenskem kulturnem prostoru. No in ta kolonija je povezana tudi z Nikolajem Berom, torej z letošnjim izbrancem, ki je že k svojim prispevkom, če se ne motim, zadnjih 40 let nazaj, vedno nekako prispeval svojo ilustracijo ali likovno podobo več vrstom verskega tiska, ki ga izdaja evangeličanska cerkev na Slovenskem, posebej pa evangeličanski koledar, za katerega je Ber vedno pripravil likovno delo, za katerega lahko smatramo, da je organski del njegovega splošnega likovnega ustvarjanja. Torej to pomeni, da to ni posebej narejeno z neko specialno nalogo, ampak je del njegovega ustvarjanja, za katerega pa itak značilno, da je na njega zelo močno vplivala tudi njegova verska usmeritev, saj izhaja iz trdne evangeličanske familije, družine z Goričkega, z Križevec, kjer je bil njegov oče tudi upravnik pošte, mama pa gospodinja. Jaz sem bil večkrat pri njih in se spomnim res lepe domačije, ki je bila tudi takrat na Goričkem, v Križevcih še tisti čas. Je pa precej podobno tudi tej ilustraciji oziroma podobi te rojstne hiše Štefana Kuzmiča, za katero lahko rečem, da je likovno delo, katerega moramo razumeti v njeni presežni vrednosti. Nikolaj Ber nikdar ne ilustrira nekih verskih načel ali verskih pridig ali bibličnih motivov neposredno, ampak z likovnimi elementi. Zato domačijo, ki jo vidimo na tem naslovnem koledarju, lahko takoj opazimo, da gre za malo bogatejšo, da gre za eno arhitekturno zelo zanimivo
podobo hiše, trdno hišo, ki odseva ravno to materialno bazo te familije oziroma te družine, ki je predstavljala nek višji sloj, ne ravno siromašen sloj, ampak bolj višji sloj. Ampak tudi ta prispodoba je naslikana v luči počasnega minevanja. Torej vse, kar je na svetu, življenje in trpljenje, vse je podvrženo minevanju. Tako da za Berovo slikarstvo nasplošno lahko povemo, da se ves čas ukvarja s to paradigmo živeti in umreti. Življenje samo po sebi ni konec, je še vedno upanje v posmrtno življenje in to na likovni način vedno poudari z nekim svetlobnim poudarkom ali bolj živahnejšo barvo, kot na primer pri tej podobi z rdečo barvo, ki izstopa kot v obliki strehe. In kljub tej svoji krhkosti odraža ta linijsko izražena podoba neko arhitektonsko stabilnost. To je pa tisto načelo, ki ga evangeličanska vera posebej poudarja. Moralno in etično trdno držo. Čisto držo moralno, ne biti pokvarjen človek, biti veren, hkrati misliti s svojo glavo in pričakovati, da bo tudi življenje, da bo tudi trpljenje na tej zemeljski obli enkrat poplačano z vstajenjem in novim življenjem. Ta simbolika prehoda iz trpkega, pri Beru absolutno čutečega smisla občutka, počasi mineva in na koncu obrodi sad osvoboditve in novega življenja v novem svetu. Tako da vse te njegove prispevke Nikolaja Bera moramo razumeti v tem simbolnem smislu, kot sem že uvodno povedal. Prav tako tudi dela, ki nastajajo na likovnih kolonijah Primož Trubar od 1995. leta, za katero je prav tako pomemben Nikolaj Ber, saj je bil začetnik, iniciator te likovne kolonije, skupaj se z ostalimi in jo je vodil pravzaprav vse do ne vem koliko let, mogoče par let nazaj, ko pač zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel več opravljati te funkcije. In to delo in njegovo delo, začrtano delo, nadaljuje Igor Banfi, akademski slikar iz Murske Sobote, ki je prav tako evangeličan in je prav tako tudi usmerjen v to severnoevropsko trpeče občuteno slikarstvo, katero je značilno tako za Bera kot Igorja Banfija. In še za nekatere prekmurske likovne umetnike, ki so podvrženi tej struji likovne umetnosti. Zato, če na koncu zberem svoje misli, vsi prispevki Nikolaja Bera za evangeličanski koledar in za ostale verske izdaje pomenijo polnokrvna umetniška dela, čeprav so naslikana na papirju ali v obliki skice ali risbe, imajo umetniško vrednost, še bolj pa to presežno vrednost, kaj naj pravo likovno delo pravzaprav ponuja, kaj naj da. Pravo umetniško delo, ki je nastalo danes, mora vsebovati takšne likovne elemente in takšne presežne vrednosti, ki bodo veljali še za naprej, ko ta čas mine in za bodoče rodove, kajti so splošni, univerzalni in v takem smislu moramo tudi razumeti Berovo likovno umetnost, posebej še to, ki je pripravljena, ki je ustvarjena za tiske, kot je tudi letošnji koledar. Mi lahko samo želimo, da bo Nikolaj Ber, ki bo naslednje leto star že 80 let, še trdno stoji med nami in da nas bo še dostikrat presenetil, obogatil in nam pokazal tudi plat likovne umetnosti, ki ima svoj smisel.
Toliko. Iz moje strani samo še zahvala vsem vam, da nas spremljate skozi vso leto in tudi poročate o naših dogodkih, ki jih pripravljamo. Tako da hvala lepa in upam, da se bomo večkrat srečali tudi še v letošnjem letu.